Se pravi, ni samo spomin na njo, ampak veliko več od tega, praznujemo svoje duhovne korenine. Sveti Mohor, prvi oglejski škof, njegov zvesti diakon Fortunat, stojita na začetku te zgodbe, tega velikega dela evangelizacije in po Božji previdnosti je zrasla tudi vera naših prednikov iz teh korenin in seveda tudi mi smo to vero prejeli, kolikor smo dobre vere seveda prejeli. Oglej, ki ni bil samo pomembno mesto rimskega cesarstva, bil je svetilnik evangelija za velik del Evrope, vemo, potem so se dogovorili, da del Srednje Evrope pod Dravo bi bil za evangelizacijo od Ogleja, tako da vera se je širila proti Istri, Panoniji, Noriku, končno tudi med naše prednike, katerikoli že so bili, ker je bilo več narodov tukaj, seveda slovanski, slovenski predniki tudi in še drugi, kar se je pač zmešalo v to, kar je potem nastal kot naš narod. Se pravi, če danes klečimo pred Kristusovim oltarjem, je to tudi sad zvestobe svetega Mohorja in Fortunata. Cerkveno izročilo pripoveduje, to je tudi rimski martirologi potem takem, kako je sveti Marko evangelist prišel v Oglej iz Aleksandrije. Tudi glede pete in glede vsega tega se vidi vpliv tega vzhoda in tako, ne. Zato je tako posebno petje in nekaj od tega je bilo tudi dano Rimu, pa tudi liturgično je bilo dano, ampak danes nimamo preveč časa za to obravnavati. Se pravi, je prišel evangelist Marko iz Aleksandrije oznanjati Kristusa v Oglej. Pridobil jih je za vero nekaj in izbral je Mohorja, kot je rečeno, moža trdnega značaja in goreče vere, ki ga je odpeljal v Rim in sam sveti Peter ga je posvetil v škofa. Zdaj ne vem, verjetno, kot smo rekli, ne, če ga je sam sveti Peter ni potreboval mandata papeškega, ne. Ampak lahko bi pa rekel, dragi moj Marko, a kaj si tle zbral, ne? Ti kot moj učenec, tisto, ne, jaz ga ne bom posvetil. Ampak vidimo, ne, sveti Marko je izbral Mohorja in Peter ga je potem posvetil. Če tudi bi bilo brez tega, da bi kar sveti Marko to napravil, ne bi bilo nobenega problema, ampak vedno se je poudarjala ta povezanost tudi tega drugega Rima na italijanskem ozemlju, na ozemlju italijanske, kako bi rekli, Italije, ne, se pravi kot zveze več teh provinc, ne, se pravi tudi 10 province Venecije in Istrije, pa Panonije, pa Norika, pa to, kar smo omenjali, ne, se pravi vse te zadeve, Dalmacije tudi in tako naprej, ne. Se pravi, to je veljal Oglej kot drugi Rim, se pravi, ki je pa na severu, ne, bolj pomemben od Milana in od drugih takih mest. Pravijo, da v najboljši dobi, da naj bi imel celo 500 000 prebivalcev Oglej, tako da vidimo, ne. Se pravi, diakon Fortunat je bil ob njem zvest sodelavec, ki ga ni zapustil niti v najtežjih preizkušnjah. Se pravi, Oglejska cerkev, mati mnogih krajevnih cerkva, njena vera, ki je postala vera naših očetov. Zato sta naša apostola in zato je prav, da jo tudi počastimo, kot je potrebno. Premišljujemo njuno življenje, preseneča nas nekaj zelo pomembnega. Mohor ni oznanjal svoje vere, ni iskal novih poti, ni skušal prilagoditi evangelija rimskemu svetu, modernemu svetu in tako. Prejel zaklad vero od apostolov
in hotel ga je neokrnjenega predati naprej, kot bi rekel potem sveti Irenej, tradicijo apostolika, se pravi apostolsko izročilo. Oznanjal je, krščeval, delil zakramente, storil številne čudeže, bolj ko so se širili sadovi njegovega dela, bolj pa je tudi raslo sovraštvo vseh tistih, ki niso prenesli resnice, Kristusove resnice. Takrat so to bili poganski duhovniki, ki so ga obdolžili pred oblastjo, bila so zasliševanja, grožnje, mučenja. Potem je bil čudežno tudi rešen večkrat in tako dalje. Zahtevali so, seveda, daruj lažnim bogovom, odpovej se Kristusu. 88. leta, še po škofovskih posvečenjih, so iz Rima klicali nadškofa Lefevra. A res ne bi mogli se neki dogovoriti, ne? Pa sej samo tako malo je potrebno. Dejte enkrat darovati novo sordo in tako dalje. Ne? Take stvari so bile, ne? Neke podobnosti. Se pravi, Mohor je vedel, resnica ni njegova lastnina, ne sme spreminjati, ne sme z njo trgovati, prejel je, da jo ohrani in za njo, če bo treba, da tudi umre. In zdi se, da je vse izgubljeno, Mohor je vržen v ječo, njegova ječa pa postane pravzaprav novo cerkveno središče, lahko rečemo. Ne? Njegov ječar, Poncijan, posluša njegovo oznanjevanje, se spreobrne, prejme sveti krst. Po noči skrivaj vodi še druge, vodi vernike k svojemu škofu, vodi še druge ljudi. Pazniki se spreobračajo in škof še naprej Mohor oznanja evangelij, deli zakramente, krepi ljudstvo. Človeško gledano je zaprt, ampak v resnici Božje delo raste naprej. To je ena najlepših podob cerkve. Ljudje lahko zaprejo škofa, lahko prepovedujejo, ampak Božje besede ne morejo ukleniti. Ne? To tudi, kar zadeva bratovščino svetega Pija X. Ne? Se pravi, če je Božje delo, tega ne morejo seveda zajeziti, ustaviti in tako dalje. Ne? Tako da vidimo, rezultati so, vidimo tudi današnji nedeljski evangelij, po njihovih sadovih jih boste spoznali, ne? To bomo zdaj malo omenili. Nazadnje upravnik Sebastu kaže, po noči naj skrivaj obglavijo Mohorja in Fortunata, misli, da bo s tem konec vsega skupaj, ne? Da bo krščanstvo uglejil konec, oziroma v celem severnem delu pravzaprav, ampak zgodilo se ravno nasprotno. Njuna kri je postala seme novih kristjanov, njun grob je postal romarski kraj, iz Ogleja se je vera širila vedno dlje, dokler ni dosegla tudi, kot smo rekli, naših prednikov. To je Božja logika. Ljudem se zdi poraz vse skupaj, ampak Bog spremeni v zmago. Zdi se konec, postane pa začetek. Zdi se izgubljeno, postane rodovitno. Tako da Gospod nas opozarja, smo rekli, pred lažnimi preroki v nedeljskem evangeliju, ampak ne pravi, spoznali jih boste po lepih besedah, po učenosti, pravi po njih delih, po njih sadovih, jih boste spoznali. To je tisto merilo, ki ga cerkev odvedno uporablja že 2000 let. Ne obljube, ne priljubljenost, ne duh časa, sadovi so tisti. Ne? In zato rečemo, pokažite sadove, pa bomo vedeli, ali je ta pravo ali ni ta pravo. Ne? To je tisto merilo, ki velja. V času velike zmede, toliko se govori o prenovi, prilagajanju novih poteh, se moramo vprašati, kakšni so sadovi. Vodijo ljudi k Kristusu, prebojo ljubezen do svete maše, spovedi, češčenje Najsvetejšega, Marije Device, rojevajo
svete katoliške družine, duhovne poklice, redovne poklice, krepijo vero, slabijo vero in tako dalje. Ne? Kristus ni dal drugega merila, dal je to merilo. Mi se že veselimo, da bomo imeli 12 bogoslovcev jeseni, ne, v semenišču, tako da skrbimo še naprej, da jih duhovno in pa tudi materialno seveda podpiramo, te naše bogoslovce, in molimo tudi seveda duhovno in materialno moramo podpirati tudi naše redovne kandidate. Vemo, da začenja tudi naša kandidatina pri sestrah svojo pot, pa tudi ena Hrvatica v Narniju in tako naprej. Ne? Tako da to so neki lepi sadovi, upamo seveda in molimo in delamo za to, da bodo prišli do konca. Včeraj smo se na Poljskem lahko veselili nove maš v domovini našega prihodnega sodelavca, patra Mihala Adamovskega. Tako da upamo, da tudi za naše bogoslovce bo napočil ta lepi dan nove maše. Ne? Delamo na tem. Tako da to je ta zadeva. Božja previdnost, ki je dala živeti milostno katoliško vero v izročilu, ki ga ohranja tudi duhovniška bratovščina svetega Pija X. Pač tudi mi, kot Mohor in Fortunat, nismo poklicani oznanjati svojo vero, ampak vero, ki smo jo prejeli od svetega Petra. To, kar je hotel tudi nadškof, da je napisano: izročil sem vam, kar sem prejel tudi sam, ne? Kar sem tudi sam prejel. Tako da to je tisto. Ne? Se pravi, nič svojega, ampak Kristusovo vero. Poslanstvo bratovščine, ki je preprosto ohraniti zaklad katoliške vere, kot ga je cerkev vedno učila, kot je vero vedno molila, zlasti sveti maši v zakramentih, bogoslužju in seveda tudi živela. In kot neokrnjen je ta zaklad treba izročiti prihodnim rodovom. Nekdo to pač mora narediti. Torej, to ni ljubezen do preteklosti zaradi preteklosti, ni nostalgija, ni iskanje nekega izgubljenega sveta, je ljubezen do Kristusa, ki se ne spreminja. Kristus, ki ni preteklost, njegova resnica ni preteklost, njegova sveta daritev ni preteklost, zakramenti, ki niso preteklost, in izročilo, ki ni nek preprost spomin na nekdanje čase, gre za življenje, za to, da živimo isto vero, ki jo je cerkev prejela od apostolov. Veliko smo lahko poslušali različne sodbe, obsodbe, obtožbe in tako dalje. Zdaj mi darujemo sveto mašo, obhajamo sveto mašo in na Hrvaškem se predvaja tudi reportaža, na hrvaški televiziji celo. V Jutarnjem listu je išla tudi reportaža, lepa je pa pater Mihal to poskrbil, ker pater Marko je pač v Avstraliji zdaj trenutno, ker je pater Nikolas obhajal v domovini tudi novo mašo, ne, tako da ta zadeva. Tako da kristjan se naj ne ravna po hrupu sveta, ne odgovarjamo z grenkobo, ne iščemo sporu, ne vračamo žalitev za žalitve, ampak sprejmimo Kristusovo merilo in smo lahko čist mirni. Po njih sadovih jih boste spoznali. Torej, pri sebi glejmo, ne? Vidimo, bratovščina sadovi so, tudi lepi, ampak sedaj poglejmo pri sebi, ne? Ali moja zvestoba rodi več molitve, več poglobitve, rastem v veri, imam več ljubezni do Jezusa, zlasti v presvetem oltarnem zakramentu, ali kaj pripomoremo
tudi to, da še druge nagovarjamo in tako dalje, koliko sem pripravljen na žrtvu, ali kaj pripomorem tudi sam, da bi bilo več duhovnih poklicov in kako to delam. Ne? Ker, če lahko pozitivno odgovorim, ne, pri bratovščini seveda lahko pozitivno odgovorimo, potem smo v prvi vrsti lahko hvaležni. To ni moja zasluga, to ni naša zasluga, to je milost Božja. Tako da to je ta zadeva, za katero se zahvaljujemo na današnji praznik. Poleg tega Mohor, ki nikdar ni nehal ljubiti cerkve, čeprav ga je svet preganjal, ni ustanovil druge cerkve, ni iskal svoje poti, ostal je zvest veri, ki jo je prejel, daroval svoje življenje za to vero. Tako tudi naše poslanstvo, ne živimo zase, izročilo, ki ga ohranjamo, ni naša last. Pripada cerkvi, pripada vsej cerkvi. Mi smo samo varuhi, dokler je tak položaj. Ne? Dokler Bog v svoji previdnosti ne bo uporabil vsega skupaj za obnovo spet svete cerkve, mi poskrbimo tudi svojim življenjem, svojim doprinosom po vzoru svetih Mohorja in Fortunata. Tako da ne bomo danes prosili za mirne čase, se vemo, če hočemo mir, pripravimo se na vojsko, na vojskovanje. Ne prosimo za naše človeške zmage, prosimo za tako milost, kakršno sta prejela sveti Mohor Fortunat, da bi ostali zvesti. Zvestoba rodi svetnike, zvestoba rodi katoliške družine, zvestoba rodi poklice, zvestoba rodi nove kristjane, ohranja cerkev skozi stoletja. In kdor bo vztrajal do konca, bo zveličen, se vemo te stvari. Tako da sveti Mohor in Fortunat naj sprosita, da bomo zvesto ohranili katoliško vero, živeli z veseljem, ne z grenkobo in nekoč neokrnjeno izročili tistim, ki pridejo za nami. In tudi mi bomo ti trdni členi v tej isti verigi izročila, ki se je začela pri apostolih, pa se nadaljevala za naše kraje v Ogleju, po Božji previdnosti dosegla tudi nas. Sveta Mohor in Fortunat prosita za nas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvaljen Jezus.